No, zdaj nas čaka samo še, da tale venček okrasimo, če želimo, lahko pa ostane tudi tako. Ampak mi ga bomo malo okrasili. Tukaj sem pripravila nekaj naravnih materialov. Zdaj, pomembno je, ko krasimo, da ne damo vsega gor. Tudi, če nam je vse všeč, vse bi hoteli imeti na adventnem venčku, ker so zelo lepe stvari, ampak zlato pravilo je, manj je več in da imamo v mislih nek vzorec, ki ga želimo dati na venček. Se pravi, da si zamislimo, kaj bi to bilo. Jaz sem tukaj pripravila več stvari, tam na mizi smo si že prej pogledali, so še drugi okraski, ki jih najdemo v naravi. No, izbrala sem, to je lubje od palme, ki ga lahko preprosto režemo s škarjami. Jaz sem si tukaj že pripravila takele koščke, ki jih bom takole zvila. Potem tole to so posušene palce od česna. Zdaj se jih takole zvezala v takele snopke in delujejo kot cimetove palčke, ampak naprimer veliko bolj tudi cenejše so kot cimetove palčke. To je storž enega tegale, kako se že reče, enega bora, ki se potem takole razpade, to so semena in se takole podira in bomo iz teh semen sestavili eno rožico. To je navadna pavlovnija, rastlina, v bistvu drevo, ki zdaj v jesenskem času lahko poberemo takele plodove, ki se jih da lahko takole na pol. Jaz včasih porabim potem tudi te, izgledajo kot ene zvezdice. Se pravi, to je to, na koncu jaz tudi tole lahko porabimo. To so plodovi ognjenega trnja, to je okrasni grm, ki raste po vrtovih. In tukaj imamo še storže in kapice od želodov. To so ene taki zelo veliki želodi, enega posebnega hrasta in so mi tako zanimivi. Ok, kako bomo to dali na venček? Pomagali si bomo s silikonskim lepilom. To je to vroče lepilo in kot sem rekla, delamo vzorček. Vseh teh stvari ne damo kar tako gor, ampak si zamislimo nek vzorček, ki se bo potem ponovil. Nek motiv, ki se bo ponovil. Jaz bom iz teh palmovih naredila en takle tulec in ga bom takole zalepila gor. Tako. Potem bom dodala en tale snopek. Takole. Tako. In dve polovički te navadne pavlovnije. Tako izgledajo potem kot ene rožice. Tako. Tukaj dodala sveči. Tako. In en košček bom še tukaj zaključila, tam se mi zdi, da je luknja. In bom takole zaključila. Tako. No, podobno bom naredila tudi pri tej, ampak ne čisto enako, podobno. Uporabljala bom pa iste stvari, ne bom zdaj vzela tistih storžev. Se pravi, da se vzorček ponovi. To naj bo zlato pravilo, da ni vsega preveč, ampak da je nek motiv, ki se ponovi. Tako. Pri vročem lepilu moramo paziti, da se ne spečemo. Tukaj, ko takole pokuka skozi, moram kar previdno. Tako, zdaj bom dodala še eno tole palčko. Ali bo preveč, ne bom dala sem, ker bo pregosto. Tukaj moram še namazati.
Lepila stavimo malo, zelo hitro prime in smo varčni z lepilom, raje manj kot preveč. Ne vem, če je videti, pogledaš bližje. Takole, tukaj bom naredila eno takole rožico, tako. In še na tej strani. Takole. In takole. Še tukaj. Tako. Ni čisto enako kot pri tisti sveči prejšnji, ampak delam z istimi materiali, ne dodajam drugih okraskov. Tako. In pazim, da lepilo ni vse povsod. Tukaj bom ravno takole zaključila s tem okraskom. Tako. Pa še tukaj na to stran bom dodala en takle košček. Tako, da je zaključeno. Tako. Okej. In še sem. En tulec. Tukaj bom zdaj dodala to palčko še. Če se nam zdi, da je česa preveč, raje odstranimo, kakor da je vsega preveč. Raje manj je več. Manj okraskov, v bistvu pride potem tisti bolj do izraza, tistih, ki jih je manj. Tukaj bom vseeno dodala še to. Takole. Še enega sem na to stran. S tem lepilom, vročim lepilom je super delati, ampak paziti moramo, da z njim ne popackamo vsega. Tako, še pri tej svečki. Poglejmo, če dodamo še vseeno to, bo lepo, ne? Bom dodala en majhen detajl te palmovega lubja. Tudi takole, kar zalepim. To je zanimivo. Tako. Lepilo. Takole. In še en delček. Opa, pa se polomi. Moramo biti... Vse to je krhko, ker je suho in se lahko hitro polomi. Tako. Takole. In še tukaj bom dodala nekaj na to stran. Takole. Tako. Ta venček bi bil zaključen.